Izraelska policija me je razglasila za najbolj nevarnega človeka na Bližnjem vzhodu. Obrnil sem se in tam je stal nek tip, pristopil je k meni in rekel: "Ti si sovražnik Al-Alaha." Izvlekel je pištolo in iz neposredne bližine izstrelil 4 krogle v središče mojega telesa. Rabi Jehuda Glik je v Ameriki rojeni izraelski rabi, nekdanji član Kneseta iz stranke Likud in aktivist za Tempeljski grič. Zdaj vodi fundacijo Shalom Jerusalem. Dobrodošel v studiu JNS TV, Jehuda. Šalom, Steve. In pravkar sem izvedel, da je tvoje ime Šalom. Torej, Shalom. Najlepša hvala. Nažalost se tvoja žena Hadas, ki bi se nam morala pridružiti, danes ni mogla udeležiti. Ampak jo bomo intervjuvali kdaj drugič. Povej nam malo o sebi in svoji fundaciji. V redu, kot si rekel, sem Jehuda Glik. Leta 1974 sem naredil alijo. Ta teden praznujem 52 let v Izraelu. Prišel sem kot otrok. Sem s svojimi starši. Moj oče je ustanovil medicinsko šolo v Berševu. Danes živim v Jeruzalemu s svojo ženo Hadas. In najini otroci so odrasli. Hadas je moja žena, poročena sva šele 7 let, 4 mesece in 29 dni. Ampak kdo šteje? Oba sva odovela. In če govorite s Hadas, boste slišali o Am Itzhak, izraelski organizaciji za mlade, vdove in sirote. Ampak jaz v zadnjih 2 desetletjih sem res postal, moj razlog za prepoznavnost je bilo moje aktivno delovanje, moje aktivistično delo na Tempeljskem griču, ki ga pravzaprav ne imenujem Tempeljski grič, jaz ga imenujem Sion. Sion, ker je to ime, ki ga uporablja Sveto pismo. V Svetem pismu je Jeruzalem, ki se v hebrejski Bibliji pojavi 669krat. Ampak Sion, gora njegove svetosti, se pojavi 154krat. Imenuje se njegova gora, gora njegove svetosti, gora Hašema, gora hiše Hašema. In to je naše poslanstvo kot judovsko ljudstvo. Gora. Gora, zdaj ste bili zelo povezani s Har Habait, kot temu pravimo v hebrejščini, kar je še ena možnost. Da, ampak pravzaprav pojav Har Habait v Svetem pismu, v Tanahu, se pojavi v knjigi preroka Mihe, ko opisuje Har Habait, goro hiše, brez omembe Hašema, kar pomeni, da govori o času uničenja. Pravzaprav smo zdaj v času, ko se spominjamo in žalujemo za uničenjem templja. In Har Habait je bil tam omenjen kot kraj, ki je bil nekoč gora hiše Hašema, zdaj pa je gora hiše, kar pomeni, da je Hašem od tam umaknil svojo božansko prisotnost. Tako da vendar ga raje imenujemo Sion. In zelo veliko ste to promovirali na družbenih omrežjih celo nedavno. Ves čas obiskujete ta kraj. Kakšna je vaša vizija za Sion, Jehuda Glik? V redu. Torej najprej pojasnimo, kaj pomeni beseda Sion, ki izhaja iz hebrejske besede Cion, to je samostalnik, glagol pa je licajen, kar pomeni pokazati ali označiti. Hašem je izbral Sion, kot piše v Psalmu 132. Izbral je Sion za svoj prestol. In pravzaprav je bil izraelski narod izbran, ko je Bog izbral Avrahama in mu rekel: "Dal ti bom deželo, poveličal bom tvoje ime, blagoslovil bom tiste, ki te blagoslavljajo." In vsi poznajo citat iz 1. Mojzesove knjige, 12. poglavje. Ampak pravi, da je cilj tega, da bi bil vir blagoslova za vse družine na zemlji. In kje se bo to zgodilo? In na nek način je to postavljeno v nasprotje z babilonskim stolpom, ki naj bi bil hiša, kjer bi si lahko ustvarili veliko ime. Gora, stolp ali hiša, tempelj na Tempeljskem griču na Sionu naj bi bil kraj, kjer poveličujemo njegovo ime. In zato ga je Hašem izbral. In to je precej zanimivo. Kaj pa vrnitev judovskega ljudstva? V 19. stoletju so to imenovali cionistično gibanje, ki je bilo nekakšno narodno gibanje judovskega ljudstva. Vrnitev domov v Izrael bi pravzaprav morala biti. Po prerokbah Izaje, Zaharije, Miheja bi se moral svet vrniti k enemu Bogu na kraj, ki ga je on izbral. Hiša molitve za vse narode.
kraj, kamor bodo prihajali vsi ljudje in klicali ter rekli: želimo slišati besedo Hašema, kajti iz Siona bo izšla. Torah in beseda Hašema iz Jeruzalema. In res ste se zavezali temu cilju, ter celo preživeli poskus atentata zaradi vašega zelo načelnega in močnega stališča. In vrnili ste se, ter ste danes z nami. Mislim, to je res čudežno. Odkot črpate svojo moč? Najprej naj začnem za samo temo, potem pa se bom vrnil k svoji zgodbi. Ker smo dolga leta hrepeneli po vrnitvi na Sion. In potem je prišlo, bi rekel, do zgodovinskega naključja. Leta 1967 smo bili pod grožnjo. Ljudje so mislili, da bo država Izrael propadla. 19 let po ustanovitvi prve judovske države, po 2000 letih. Obkrožalo nas je 200 milijonov muslimanov, ki so bili odločeni, da nas izbrišajo z obličja zemlje. Bilo nas je le 2 milijona in nismo imeli nobene možnosti za preživetje. In naš zunanji minister Abba Eban je prosil svet, naj nam pomaga preživeti. A imel je druge načrte. V 6 dneh smo premagali svoje sovražnike na vseh naših mejah. In brez kakršnih koli pričakovanj, brez kakršne koli priprave smo se znašli. Na Sionu, na Tempelskem griču. Tempelski grič je v naših rokah. Ampak Ker ni nič močnejšega od človeka, ki je navajen nekaj početi, smo vztrajali, da ostanemo na napačnem mestu, pri Zahodnem zidu. Zahodni zid, ki ga nekateri imenujejo edini ali najstarejši ostanek templja. In ta stavek je 100% resničen, razen 4 stvari. To ni ostanek, ni edini, ni najstarejši, ni del templja. To je majhen košček zidu, zahodnega zidu gore, ki obdaja goro. In gora ima danes ohranjene vse 4 zidove. Severnega, zahodnega, južnega in vzhodnega. In ploščad ob zahodnem zidu je bila zelo majhna. In namesto, da bi vse spodbujali, naj gredo tja, kamor naj bi šli, kamor si že tako dolgo želimo, poslali so nas na ploščad ob zahodnem zidu, ki je bila takrat pravzaprav arabska soseska, ki so jo očistili in uredili, kot ploščad ob zahodnem zidu. In dejansko so rekli vsi, gremo k zidu objokovanja. Ampak to ni bilo tisto, po čemer smo hrepeneli. Hrepeneli smo po Sionu. Kraj, ki ga je Hašem izbral, da tam prebiva njegova božja navzočnost. Kraj, ki je 30krat večji od ploščadi ob zahodnem zidu. Gora. Ampak vztrajali smo, da ostanemo tam, kjer smo bili vajeni. In zgodilo se je, da so muslimani na vrhu mislili, da smo se odpovedali svojim sanjam 2000 let. In bili so prepričani, da je to izključno njihovo. Ampak celoten namen vrnitve judovskega naroda v deželo je razglasiti Božje kraljestvo nad celotnim svetom. In gora postane hiša molitve za vse narode. In ta klic je bil dolga leta zanemarjen. Rad bi se vrnil k vam, ker želim vedeti, odkot izhaja vaše. Zdaj bom povedal, kje. Prav, kje se je začela moja zgodba. Že 40 let hodim gor na Tempelski grič, ampak na začetku je bilo to enkrat na nekaj mesecev. Pred 20 leti sem začel hoditi gor, potem pa je prišlo do velike spremembe v mojem življenju. Pravzaprav se je to zgodilo leta 2005. Bil sem državni uslužbenec v izraelski vladi. Bil sem direktor južnega okrožja Ministrstva za absorpcijo. In predsednik vlade Šaron je prišel s svojim načrtom za umik iz Gaze. Bil sem odgovoren za celoten jug Izraela na področju priseljevanja. In obrnil sem se na vlado ter rekel: ne morem nadaljevati v tej vladi, ki ogroža prebivalstvo juga. In odstopil sem. Bil sem najvišje rangirani državni uradnik, ki je odstopil iz vlade zaradi umika. Potem so mi ponudili službo direktorja Tempelskega inštituta in potem se je izkazalo, začel sem vsakodnevno delati v starem mestu Jeruzalema. Zato sem začel vsak dan hoditi na Tempelski grič. In pred mojimi očmi se je razkrilo zelo žalostno stanje. Ne samo, da je bilo popolnoma prazno, zanemarjeno. Morda je bilo tam manj kot 1000 judov na leto, vendar je bilo mesto polno muslimanov in vsak jud, ki se je povzpel tja, je bil napaden.
Jala, pojdi stran in brcali so nas dol, nas odrivali. In name so metali stvari, čevlje in stole in paradižnike, karkoli si zamislite. In odločil sem se, da tako ne more iti naprej. Toliko, stotine generacij Judov, ki so hrepeneli po tem kraju, ne more biti popolnoma prezrtih. In takrat, leta 2009, sem ustanovil fundacijo za dediščino Tempeljske gore. Obstajala je organizacija imenovana Fundacija za dediščino Zahodnega zidu. Vendar Zahodni zid nima dediščine. Zahodni zid je nekaj novega. Tempeljska gora je imela fundacijo za dediščino. Nato pa sem ustanovil fundacijo za dediščino Tempeljske gore. In hodil sem od mesta do mesta, od šole do šole, od sinagoge do sinagoge. Fantje, kot sem rekel, fantje, pridite na gor. Policiji v Izraelu to ni bilo preveč všeč, ker so bili vajeni, da Judje sem ne prihajajo. Do te mere, da me je leta 2010 razglasila izraelska policija kot najbolj nevarnega človeka na Bližnjem vzhodu. To lahko še danes poiščete na Googlu. Poiščite najbolj nevarnega človeka na Bližnjem vzhodu. Jaz sem edini, ki ga je izraelska policija uradno razglasila za to. Zakaj? Ne zato, ker bi naredil kaj nezakonitega, ampak zato, ker sem prepričeval ljudi, naj pridejo na goro. Pripeljal sem vedno več in več skupin in hvala Bogu, število jih je nenehno raslo. In policiji to ni bilo všeč. In tudi mnogim radikalnim muslimanom ni bilo všeč, ker so mislili, da smo tukaj, da jih izženemo. In resnica je, da to ni res. Tukaj smo zato, da bi bil ta kraj vključujoč prostor. Bog je Bog vseh nas. In nisem spodbujal le Judov, naj se povzpnejo na goro, ampak sem spodbujal tudi muslimane in kristjane ter vernike, vse vernike v enega Boga. Ampak obstajala je ena težava. Težava je bila, da ker je večina Judov hodila k Zahodnemu zidu, policija Judom ni dovolila ničesar na gori. Če ste bili tam, sem bil tolikokrat aretiran, ker sem premikal ustnice ali tresel telo. Saj so nam rekli, da je to nevarno. To bo razburilo muslimane. In oni bodo... In počasi sem opazil, da muslimanom ni bilo všeč, da smo prihajali do neke točke. Leta 2014, kot ste omenili, sem organiziral velik dogodek v čast Tempeljskega griča. Na dan, ko je Maimonides v 11. stoletju stopil na Tempeljski grič v Bagan centru, v Megan centru. Da, Izrael se vrača na goro. Tako se je imenoval dogodek. Imeli smo celo rabine, kristjane in muslimane tam. Povsod. Naslov je bil preprosto. Izrael se vrača na Tempeljski grič. Imeli smo člane Kneseta in prvič smo javno vstali in rekli, fantje, pridite na goro. Na koncu dogodka me je pravzaprav intervjuval moj prijatelj iz Israel National Newsroom, Arutz Sheva. Prišel je k meni in mi rekel, poslušaj, to je tako čudovit dogodek. Želim si, da bi vsi na svetu vedeli za to. In res, nekaj minut kasneje, ko so vsi odšli ven, sem tudi jaz odšel ven. Moja žena me je čakala v avtu. Nosil sem vse te priročne stvari. Dal sem stvari v zadnji del avta in se obrnil. In tam je bil moški na motorju. Prišel je k meni in rekel, ti si sovražnik Al-Aqsa. Izvlekel je pištolo in iz neposredne bližine, dobesedno, izstrelil 4 krogle v središče mojega telesa. 4 krogle v središče mojega telesa. Bil sem kritično ranjen. Moja žena je bila na telefonu. Zavpila je osebi na drugi strani. Hadas, pokliči rešilca, pravkar so ustrelili Jehudo. 2 osebi sta bili z menoj, Marija in Širan. Prišlo je do terorističnega napada in ta človek je odpeljal s svojim motorjem. Opotekal sem se nekaj metrov in padel na tla. Takoj so me odpeljali v bolnišnico. Prišla je reševalna služba, me pobrala in prepeljala v bolnišnico Šari Cedek. Izraelski zdravstveni sistem mi je rešil življenje. 10 operacij in veliko molitev. Milijoni ljudi po vsem svetu, Judje in nejudje, so molili zame. In hvala Bogu, tukaj sem, živ. Ampak vedel sem, da ne smemo dovoliti terorja, da zmaga. In nismo smeli dovoliti situacije, kjer bi imeli radikalni islam Gazo sred Jeruzalema. In zato sem se po mesecu in pol v bolnišnici, 3 mesecih rehabilitacije, vrnil na goro. Začel sem klicati vedno več ljudi, naj pridejo na goro. In vedno več ljudi je prihajalo na goro.
Ko sem v 80-ih letih začel hoditi na goro, smo imeli 100 judov, ki so se povzpeli v enem letu. In danes jih imamo 70 000. Toda to ni bila le sprememba v številkah. Na začetku, ko smo hodili na to goro, so nas imeli za čudake. Kaj pa vi počnete tukaj? Danes je to nekaj običajnega. Judi in nejudi. Ne samo to, nismo smeli niti premikati ustnic. To smo spremenili. Leta 2016, ko sem bil član Kneseta, smo to spremenili in prepovedali vse organizacije, muslimanske organizacije, ki so bile plačane, da nadlegujejo Jude pri vzpenjanju na goro. Imenovali so se Murabi, Murabitani in Murabitani. In spremenili smo odnos policije. Če bi takrat prišli, bi rekli, da sem najbolj nevarna oseba. Kaj delaš tukaj? Zakaj si spet tukaj? Danes, ko pridemo, rečejo dobrodošli, aleluja. Ne samo to. Zadnjih nekaj let je vsakodnevna molitev na Tempelskem griču, petje na Tempelskem griču, poklanjanje na Tempelskem griču. Nažalost, nam še vedno ni dovoljeno nositi svetega pisma na Tempelskem griču. Še vedno nam ni dovoljeno nositi talita ali izvajati kakršnihkoli judovskih obredov. Ampak prišlo je do velike spremembe. Ljudje prihajajo. To je kraj, kamor je treba priti. In zdaj potrebujemo vedno več ljudi, da pridejo, vendar ne samo Judov. Potrebujemo, da krščanski svet razume. Ne moreš priti v Izrael, obiskati vse kraje, slediti stopinjam svetega pisma in izpustiti najsvetejši kraj na svetu. Izpustiti goro, Sion. To je poziv. In zato sem na poti izpustil. Opravil sem uradni tečaj za turističnega vodnika. Sem licenciran turistični vodnik. Vodim skupine na goro. Kdorkoli želi iti na goro, jih peljemo na goro. Nazadnje smo peljali krščanske pastorje, peljali smo rabine. Peljemo in vodimo skupine na goro. Moramo pokazati, da smo del naravnega prizora na gori. In skupaj, neverjetno je. Na začetku so nas opozarjali, poslušajte, Judi, ki prihajajo na goro, ogrožajo mir na Bližnjem vzhodu. Več, ko se Judov vzpenja na goro, Bolj miren postaja kraj. Kraj postane. Navadijo se, da so drugi ljudje del naravnega prizora. in naš cilj, če vprašate mene danes, če je bil cilj nacionalno-cionističnega gibanja pripeljati Jude v Izrael, Globalno cionistično gibanje, ki ga vodi organizacija, ki jo danes vodim jaz, Shalom Jerusalem Foundation, ima cilj pripeljati vedno več ljudi na goro. takole bi bila gora hiša molitve za vse narode. In ko rečem gora hiša molitve za vse narode, to ne pomeni, da se morajo vsi narodi spreobrniti v judovstvo. To pomeni, da nas je Hašem ustvaril, vso človeštvo, različno, v raznolikosti in želi, da smo različni. In lepota človeštva je v tem, da nas je Hašem ustvaril vse različne, vendar želi, da ga vsi častimo. Vedno pravim, da je to kot orkester. Ko greš na koncert, ni tako kot na tekmi, kjer rečeš, hočem, da zmaga moja ekipa. Hej, moja ekipa, nočeš, da zmaga trobenta. Ko greš na koncert, je lepota v harmoniji, v skladnosti, kjer violina nikoli ne bo violončelo in boben nikoli ne bo klavir. Vsa lepota je v različnosti. Različnosti, v raznolikosti molitve k Hašemu. Dokler ga vsi razglašamo za kralja vesolja. Ker bo to, kot pravi Izaja, povzročilo Situacijo, ko noben narod ne bo dvignil meča proti drugemu narodu. In svoje meče bomo prekovali v plugove. Kako se to dogaja? Ker vojne nastanejo, ko pridemo v situacijo, kjer si narodi med seboj grozijo, se bojijo drug drugega in tekmujejo med seboj. Ampak če vsi služimo enemu Bogu in smo tukaj, da poveličujemo njegovo ime, potem ni razloga, da bi bile vojne na svetu. Vsi smo skupaj. Vsi smo del ene velike sestavljanke. In to je skrivnost. In zato je to naše poslanstvo, ne naše poslanstvo. Vaše poslanstvo, kdorkoli nas zdaj gleda. Pridite v Izrael, pridite v Jeruzalem, pridite na goro, pripeljite svoje skupine na goro, pripeljite svojo cerkev na goro, pripeljite svojo sinagogo na goro, pripeljite svoje šole na goro. Danes lahko tam molimo, danes se lahko tam priklonimo, lahko pridemo in izrazimo svojo ljubezen do Hašema. In lahko smo del tega zgodovinskega obdobja, ko goro spreminjamo v hišo molitve za vse narode in prinašamo pravi šalom svetu. In še zadnje vprašanje, če mi dovolite. Mi, judovsko ljudstvo,
smo doživeli svoj delež zmag in tragedij. In tudi vi osebno ste jih doživeli. Po 7. oktobru je zdaj minilo že več kot 1000 dni. Ste še vedno optimistični glede prihodnosti? Kako vidite prihodnost za judovsko ljudstvo in za Izrael? In vedno pravim, da svoja očala kupujem pri optiku in ne pri pesimistu. Prepričan sem. In mislim, da je to dokazala naša zgodovina. Omenil si 7. oktober vojno, jaz si pravim vojna razdružitve, vojna Simhat Tora, vojna, ko je dan veselja postal dan Hašemove jeze in besa. Ampak naši sovražniki so jo imenovali plat. To je poplava. Želeli so poplavo krvi. Želeli so uničiti državo Izrael. Hvala Bogu, po skoraj 3 letih vidimo čudežne zmage, ki smo jih dosegli, in čudeže, ki smo jim bili priča na lastne oči. Vidimo, da lahko to spremenimo v poplavo molitve, poplavo upanja, poplavo ljubezni, poplavo svetlobe nad svetom. In prepričan sem, kot je rekel naš načelnik generalštaba v 6-dnevni vojni, tempeljski grič je v naših rokah. To je v naših rokah. Mi bomo odločili. Bo tempeljski grič vir vojne, sovraštva, trenj, hujskanja in nadlegovanja? Ali bo to kraj veselja, sodelovanja, skupnega dela, molitve, svetosti, šaloma, Božjega imena? Šalom. Veste, v angleščini rečemo peace, v hebrejščini rečemo šalom. Šalom pomeni popolnost, ni majhen delček. To je harmonija. Mimogrede, kako v hebrejščini rečemo harmonija? Harmonija, palača Boga. Božja palača je harmonija. In prepričan sem, tako kot je bila vsaka od obljub prerokov, izpolnjena bo tudi ta. Lahko napovem karkoli razen prihodnosti. Vedno pravim, da vodim neprofitno organizacijo. Nisem prerok. Lahko pa citiram prerokbe. In lahko citiram Zaharijo, ki pravi, da je del odrešitve tudi to, da se otroci igrajo na ulicah. In ne moremo prezreti tega, kar danes vidimo. Danes, kdorkoli pride v Jeruzalem, bo videl, da se Jeruzalem danes gradi kot še nikoli prej v zgodovini. Včeraj mi je en moški v sinagogi rekel, veš kaj? Včasih sedim v prometnem zastoju v Jeruzalemu in si rečem, samo izstopil bom iz avta in bom skočil žerjava na žerjav in bom prišel domov. Ker pogledaš v nebo nad Jeruzalemom in je polno žerjavov, ki gradijo. Jeruzalem se gradi kot še nikoli prej. Naseljuje se kot še nikoli prej. In naša naloga je, da to napolnimo z bistvom oznanjanja njegovega kraljestva nad svetom. In to je v naših rokah. In ko danes vidimo sodelovanje med Judi in kristjani po vsem svetu, bomo videli tudi sodelovanje med Judi in muslimani po vsem svetu. Vsi verujoči v enega Boga, če jih vse vidimo, če lahko sodelujemo skupaj, lahko sodelujemo tudi pri tej nalogi. Naloga oznanjanja njegovega kraljestva na kraju, ki ga je izbral za svoj prestol, na gori svoje svetosti na Sionu. Rabi Jehuda Glik, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Najlepša hvala ste. In lahko v teh dneh vsem našim prijateljem po svetu zaželim, da bo to prijateljstvo vedno močnejše in močnejše. In ti dnevi, ko se spominjamo in žalujemo zaradi uničenja templja, naj bodo dnevi veselja, obnove, medsebojnega sodelovanja za njegovo sveto ime. Amen. Hvala. Šalom. Hvala.